Knjiga obravnava, njen naslov v slovenščini je Rimska urbana krajina med Akvilejo oziroma Oglejem in Donavo. In gre pa za mednarodni zbornik, ki se ukvarja v bistvu z enim temeljnim vprašanjem rimske arheologije, se pravi z rimskimi mesti, ki so bili hrbtenica rimske države, se pravi mesta in njihovi teritoriji. Pred več kot 20 leti je izšla pri Narodnem muzeju, so izšle 3 monumentalne knjige, rimska avtonomna mesta v provincah Norik in v obeh Panonijah. Minilo je 20 let in zato smo se odločili, da ponovno pogledamo isto problematiko in vidimo, kaj je novega se zgodilo v znanosti, rimske arheologiji v tem času. V knjigi smo 4 uredniki, Štefan Gro iz Avstrijskega arheološkega inštituta, Karel Štrobelj iz Univerze v Celovcu in Mateja Belak in jaz iz Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Ker mednarodno uredništvo je bilo zelo pomembno, ker smo potem uspeli zbrati s različnimi povezavami 25 člankov, posvečenih 23 mestom, 2 članka pa na začetku pa sta pregledna, govorita o urbanizmu tega prostora Srednje Evrope in njihovi specifiki. Mesta nikjer nismo bili tako popolni kot pred 20 leti, ko so predstavljena bila res vsa mesta tega prostora, ampak smo nekje glavnino vseeno zajeli. Predstavljena so večina mest v Noriku, Norik je provinca, ki se pokriva z ozemljem današnje Avstrije, in pa izbrana mesta v obeh Panonijah, se pravi ob Savi, na Hrvaškem do Srbije, in pa 2 mesti v severni Italiji, Akvileja in pa Trgeste. Pokazalo se je, v knjigi je 52 avtorjev, predvsem zato, ker gre za predstavitve mest, rezultatov raziskav, ki so delo velikih raziskovalnih skupin. Poleg tega pa se je pokazalo v teh zadnjih 20 letih, da je prišlo do velikih premikov na področju poznavanja rimskih mest in to na podlagi 2 raziskovalnih strategij. Po eni strani raziskovalci sedaj uporabljajo geofizikalne metode za uvid v velike, ogromne površine, kajti rimska mesta so bila zelo velika, mnoga so bila večja, kot so današnja mesta na istem mestu, recimo Ptuj, antični Ptuj, Petoviona je bila do nedavnega recimo 5-krat, 6-krat večja, kot je srednjeveško mesto. In za prepoznavo tako velikih površin je nemogoče, da bi jih razpoznali samo z posegi v tla, predvsem, ker so ta mesta tudi zelo strukturirana, imamo različne četrti, različno infrastrukturo. Tako da z novimi metodami smo dobili uvid v ta velika kompleksna območja. Nekatera mesta so tudi popolnoma na novo bila odkrita s temi načini. In to je eden od velikih premikov, ki se vidi v tej knjigi s preglednimi članki, preglednimi poglavji. Druga raziskovalna strategija pa je na območjih, ki so bila pozidana v sodobnem času. Arheološke najdbe so izredno razdrobljene in v zadnjih 2 desetletjih, lahko rečem, 3 desetletjih so se organizirale raziskovalne skupine, ki so se skozi dolga leta sestavile mozaike na podlagi zelo različnih podatkov, majhnih zaščitnih izkopavanj, posamičnih najdb, posamičnih geofizikalnih meritev na manjših območjih, tako da so dobili vpogled v to, kako so določena mesta, ki so danes pozidana, funkcionirala v antiki. Taka mesta so recimo današnji Dunaj, Vindobona v antiki, Salzburg in nenazadnje tudi Emona. Tako da knjiga
predstavlja neke novosti na širšem prostoru Srednje Evrope, pomembna je pa verjetno tudi za evropski prostor, kajti to je območje, kjer se stikata vzhodni in zahodni del Rimskega imperija, čez potekajo pomembne poti in tudi mesta, ki so tukaj stala. Če začnemo z Akvilejo ob severnem Jadranu, ki je bilo eden najpomembnejših mest v Rimskem imperiju, do teh velikih mest, ki so stala ob Donavi, kot so Carnuntum, Vindobona, Lauriacum. Hvala lepa. Najlepša hvala.